Evropskega turističnega združenja Nizozemske. Takrat so ponudili tudi investicijo, no in so na lastne stroške tudi okvirno raziskali te možnosti Velike planine, v grobem seveda, ne v projektno, in so ugotovili pač, da je možnost Velike planine izredna, da je možno preko 30 do 40 projektov, da je možno zaposlitev za 100 do 300 ljudi in da je možnost, da bi s pomočjo Velike planine lahko seveda poslovali okrog 50 do 60 projektov. Mi smo takrat, jaz sem bil namreč takrat tudi na Ministrstvo za gospodarstvo, področje malega gospodarstva, mi smo ponudili tudi evropski program za usposabljanje turističnih podjetnikov in moram reči, da Kamniška, ki ga je sofinancirala 80% država, in da Kamniška občina ni šla v ta projekt, ker mislim, da je naredila katastrofalno napako, ker je to 120 takrat občin v Sloveniji je šlo v ta projekt, to bilo leta 2000, ne? In seveda, v zdajšnjem trenutku prvič nimamo dostopa do evropskih sredstev, ne za infrastrukturo, ne za podjetniške programe, drugič v Kamniku ni primerne infrastrukture za podjetništva, to govorim od cone, inkubatorjev in pa podjetniških centrov. In tretjič, Velika planina kot taka je popolnoma razpadla, govorim v tem turističnem in pa tudi podjetniškem smislu, glede na to, da tudi tista minimalna infrastruktura ne deluje. In seveda zato, jaz mislim, da bi v tej občini moral nekdo odgovarjati. Prvi vrsti župan, ker na vse te pobude, na vse te pozive in na vse te argumente praktično ni odgovarjal, zavajal kamniške občane in zavajal tudi ljudi na Veliki planini. S tem pa seveda so turistično srednjo v Sloveniji, ki Velika planina še vedno pomeni kot ena najbolj zanimivih srednjegorskih območij. Toliko mogoče. Če kakšno vprašanje?